Tudi vi ste se udeležili te novinarske konference in predstavili svoje ukrepe v Bohinju. Obenem pa predstavili, da boste predstavili to vašo pohodniško pot, ki je zadihala v lanskem letu, torej Julijske Alpe. Ja, naj povem, da sem se jaz te tiskovne konference udeležil kot koordinator skupnosti Julijskih Alp. Res pa je, da sem predstavil tudi to, da bomo v mesecu juniju na en tak zanimiv način, delno virtualen, delno tudi v živo, gostom oziroma domačinom, predvsem slovenskemu prebivalstvu, približali to novo pohodniško dolinsko pot imenovano Julijana. Gre za 270 km dolgo pot okrog Julijskih Alp, ki ima 16 etap. Vsaka etapa je dolga približno med 17 in 20 km, kar pomeni približno 4 do 5 ur hoje na dan. To je ena povezovalna nit vseh partnerjev v Alpah in po moji oceni ena odlična ponudba za Slovence, ki smo narod pohodnikov, da preko te Julijane traila, ki nas vodi skozi vsa središča posameznih občin v okviru Julijskih Alp, skozi Kranjsko goro, Bled, Bohinj, dolino Soče, Bovec, Tolmin, Kobarid, vse tja do Goriških Brd, Radovljico tudi, Begunje in tako naprej, Žirovnico, Jesenice tudi na tak en poseben pohodniški način spoznavajo to izjemno območje Triglavskega narodnega parka, malce nadaljavo, z enim odnosom, ampak verjamem, da bo to za marsikoga eno tako ponovno odkritje tega sveta, ki ga Slovenci verjamem, da poznajo. Prejšnji teden so se odprli gostinski lokali, seveda tudi na terasah. Kako so v Bohinju vaši gostinci sprejeli to novico? Ja, seveda zelo pozitivno. Nekateri so se odločili za takojšnje odprtje, drugi bojo še malce počakali. Zdaj verjamem, da se bodo ta vikend dodatno ukrepi sprostili in se potem sproščali še na naslednje tedne. Tako da smo pripravljeni, gostinci so pripravljeni in čakajo prve obiskovalce v Bohinju, kar nekaj teras, zunanjih prostorov, tako da ne vidim nobenih težav, da to ne bi mogli narediti zelo hitro. Ste prejšnji vikend opazili že goste v Bohinju? Ja, smo sledili, sem zelo vesel tega podatka. Smo beležili kar lepo število gostov že v koritih Mostnice, beležili lepo število gostov tudi na slapu Savice, veliko število gostov na Pokljuki, veliko število gostov, ki so se podali v Sredogorje, torej proti planini Blato. Tako da, ja, Bohinj pač je med Slovenci nek priljubljen kraj in verjamem, da bo tudi tako ostalo in z letošnjo posebno ponudbo, z tem, da bo omogočilo res kvalitetno doživetje Bohinja, verjamem, da bo se še več Slovencev odločilo svoj dopust preživeti prav v Bohinju. Hvala.